posebej za uspeh. Živijo. Hotela sem vam povedati danes, kako dejansko se nehati samo sabotažo oziroma sabotažo samega sebe. Kot veste, kadar hočemo iti iz cone udobja, nam pride en strah ponavadi, ne? In ta strah, kot jaz pravim svojemu bodyguardu, on ima svoj protokol. In živi Renata in naš bodyguard ima svoj protokol. Temu bodyguardu jaz pravim pač bodyguard, to je naš ego, ok? In vsakič, ko grem na eno stopničko višje, ko bi rada osebno zrasla, ko imam kakšno izkušnjo, me ta bodyguard hoče zadržati v coni udobja. In to naredi tako, da me potem zapre in da me začne ustrahovati. In dejansko res konstantno mi privleče kovček, tako bi rekla, kovček strahov, izgovorov, zakaj tega ne morem narediti, zakaj tega nisem sposobna narediti, zakaj žive Anita, zakaj vse ne bi mogla to doseči te nove stopnje. In ta ego nas res ovira. In pred 2 tedni, to že en teden nazaj, sem zopet to stopničko višje hotela doseči sama. Namreč, in sem to ugotovila in zaradi tega bi rada to povedala. Dejansko pred tednom oziroma 2 tedna nazaj, točno ta petek, sem se mogla zagotoviti let v Indijo, zagotoviti booking, hotel in te vse stvari, ki so potrebne, viza narediti. In v Indijo grem na eno izobraževanje. In to izobraževanje vem, da je res ključno zame, ker bo res velika sprememba, ker ko sem se sem prijavila za to izobraževanje, me je htelo biti konec. Vsaka besedo, ki so mi rekli, sem bila v joku. Enostavno nekako vem, čutim, povezana sem, da sem mogla biti tam na pravem mestu, na pravem trenutku in mi bo to izobraževanje res pomagalo narediti to veliko stopničko naprej v moji osebni rasti, samozavesti, govorništvu in tako naprej, da bom bila boljša in da bom lahko pomagala še mnogo drugim. Kot tudi pomagam vam, da se bom lahko javno še bolj izpostavila in začela res imeti predavanja in govoriti vse stvari. Ampak kaj mi moj ego takaj, živa Damjana, in kaj mi je takrat ego moj rekel, ko sem se prijavila? Jaz sem se sesula. Enostavno sem začela samo takrat v enem momentu, ko sem dala vse te prijave in vse blokirala, me je začela panika grabiti in sem hotela jesti znano, oziroma pravim comfort food, se pravi, tako veš, da ste malo, ni glih najbolj zdrava, ponovno so to kakšni makaroni, zrezki, pomfri, ni zdrava hrana, definitivno ne zdrava hrana, ampak res htela sem takoj nekako se potolažiti s to, in cel vikend je bil pol tak, in pica, in mlinci, in piščanec, in juhice, in ne vem kaj že vse. No, glavno, hotela sem imeti en comfort zone, se pravi, neko znano v tem vsem uncertainty, ker res bilo vse zame neznano, od straha, od potovanja in to vse sem htela nekaj narediti, kar mi pa je bilo znano. In dejansko v tistem trenutku mi je bila hrana edina znana stvar. In ko sem to šele pogruntala, da dejansko sem začela samo sabotirati sebe. Imela sem ful stvari za narediti, res, zaključiti veliko računov, pač zrihtati, papirjev zrihtati, in ker v podjetju uvajamo nove procese, imam še veliko dokumentacije tam narediti. In enostavno sem zablokirala. Nisem mogla več. Moje telo se je ugasnilo in sem videla, da moj je hotel še, pa moraš še to narediti, pa to narediti, pa zakaj. Enostavno sem začela res samo sabotirati sebe in sem si toliko krivde dala nase, kaj vse moram narediti, da enostavno sem vlekla svoje telo za sabo, in telo me več ni ubogalo. In pa sem rekla, ok, kaj se zdaj dogaja z mano. In dejansko tisti teden nisem odprla svojega priročnika, tisti teden nisem mogla gledati nobenih motivacijskih videov, tisti teden sem bila off, enostavno sem bila konec. In kar je bilo dobro, ker sem dejansko po 2 dneh to ugotovila, kaj se z mano dogaja, sem rekla, ok, razumem, ego razumem, bodyguard razumem
rad bi me zaščitil, rad bi me nazaj v tisto mojo točko, kjer to vse veš, kak je protokol, vse to, kar je bilo novo in je bilo too much zate. Ok, razumem to. In kaj sem naredila? Edino stvar, ki moraš takrat narediti, je surrender, se pravi se predati. V tem smislu, da, ne vem, greš na sprehod. V tem smislu, da greš spat. V tem smislu, da, ne vem, greš mogoče v savno, če imaš možnost, ali pa na bazen, v vodo, da plavaš. Enostavno moraš narediti glih kontra vsemu, kar ti dejansko tvoj ego govori zdaj in še več krivde nalaga. In ja, najtežje je bilo to reči, ok, zdaj bom šla pa spat. Sredi dneva, ker sem bila čisto izmozgana, ok, bom šla spat. In itak moj tisti še večji kritik, mala Mojca si je htela, moje telo je htelo, da se gre spočiniti. Moj kritik je bil pa nad mano, sama s sabo in tega še ne boš naredila, pa to moraš še narediti, pa še to moraš narediti, pa to moraš narediti, pa moraš iti še po otroke in z otroci biti. To vse moraš narediti do takrat in sem rekla, ne morem več, ker sem opazila, da sem svoje telo vlekla za sabo. In sem šla spat in to je bila najboljša stvar, ki sem lahko naredila. In drug dan sem šla potem v banjo in je bila tudi najboljša stvar, ki sem naredila. In dejansko sem opazila, da sem rabila 4 dni, vse skupaj, ja. 4 dni, da sem recimo si vzela 1 uro, da sem malo več spala, da sem šla v banjo, da sem šla v savno, da sem se spočinila, da sem sploh zadihala, da sem začela pol vse stvari delati. In sem jih pol vse naredila. In veliko bolj produktivno, kot pa če se bi vlekla nazaj, šla se spat, ja. In bolj produktivno, kot pa da bi se vlekla in šlepala še cel teden in verjamem, da ne bi naredila polovico toliko stvari, kot sem jih naredila pa še več. Teda to je važno. Ko greste eno stopničko, to je moje sporočilo vam, ko greste na eno stopničko več, verjamete, ego vas bo začel sabotirati in takrat prepustiti se in mu reči, ok, v redu je, vem, da je to vse neznano, gremo malo počivati in to je to. Ja, prekineš to in spremeni se vibracija, res je, to je to, ja. Ker dejansko točno to, če tega ne narediš, greš samo nižje in ko sem videla dejansko, da 4 dni nisem mogla, oziroma 2 dni nisem mogla sploh nič brati, knjige, ker zame čisto nekaj nenavadnega, vsak dan preberem, vsaj eno stran, če mi rada, tudi več. Poslušam kak video, nič nisem mogla, po noči tudi nisem mogla poslušati, nič. Sem znala, ok, to je velik alarm. Alarm to, da si moramo spočiniti in alarm to, da ja, v redu, ego, razumem, je velika neka noviteta zate, ampak bomo to zmogli, bomo to zrihtali. In dejansko, ja, v drug teden grem za Indijo in sploh me več ni neke tesnobe, ni me več straha, ker sem ego to povedala, to je zdaj, ok, vse bo ok. In vse sem zrihtala za ta čas. In to je to. Prepoznati, ko vas hoče sabotirati in sem se prepustiti surrender. In takrat, ko pravi moja mentorica Lenja, je self-love na prvem mestu, poskrbeti za svoje telo, za sebe in vse se bo pa naredilo. Teda, to je to moje sporočilo. Uživajte, lep dan vam želim in čau.